slišali za izjemen trend za vse tiste, ki imate doma mucke ali pa kužke, in ta trend je hrana iz žuželk. Na kakšen način je ravno ta trend tisti, ki pomaga tudi planetu, in zakaj bo vaš hišni ljubljenček zaradi tega bolj zdrav, pa mi bo odgovorila Anja iz Eko Brloga, kjer dejansko ponujajo hrano iz žuželk, celo proteinske ploščice za aktivne pse iz žuželk, mokra hrana, suha hrana, prigrizki in navsezadnje tudi naš Oli uživa hrano iz insektov, ravno tole, kjer je zraven še rdeča pesa, alge in kup takih krasnih sestavin. Evo, tole je naš Oli, ki je med drugim šel z nami tudi na morje in je bil res zelo, zelo pogumen. Tako da, evo, Anja, hvaležna sem, da si danes tukaj in meni je všeč ta trend. Ja, meni tudi, ja. V bistvu vsi, ko smo ljubitelji živali, radi vidimo, da so čim bolj prehranjene, pa da tudi ekonomske živali mogoče čim manj trpijo. Tako da je v bistvu to en tak pozitiven trend, ki mislim, da se bo nadaljeval tudi v prihodnosti, ne samo v živalski, ampak tudi v človeški prehrani. Zdaj, naše živali, psi in muce, so mesojedi, tako da rabijo živalske beljakovine. Po v bistvu globalno nekako gledano pa konzumirajo nekje 10 do 20% proizvedenega mesa. To je kar velika in boleča informacija za rastlinojedce. Točno to, ja. In zato je ta trend, ki je nekako pripeljal žuželke v ospredje, tudi v zahodnih državah, zelo dobrodošel za nas. Zdaj, mi, Evropejci, predvsem malo kremžimo ob tem trendu, večinoma ne bi noben probal sama, ampak veliko kultur, nekje 2 milijarde ljudi, mislim, da redno uživa žuželke po svetu in nekje 1900 različnih žuželk naj bi bilo užitnih. Tako da tudi za živali ne uporabljamo kar nekih naključno ulovljenih muh in komarjev, ampak so to prav žuželčje farme, kjer gojijo ličinke žuželk, ki jih potem humano v bistvu uspavajo, zamrznejo in uporabijo kot vir beljakovin in kakovostnih maščob v prehrani za živali. Dejansko je to hranljivo. To je zelo hranljiva hrana, vedno več je dokazov o tem. Kak je recimo, ne vem, v primerjavi, a je piščanca, je riba še vedno boljš? Nekako naj bi bili celo beljakovine žuželk bolj prebavljive recimo kot piščanec. Se pravi, več dobijo od tega? Ja, tako. Je pa tudi pozitivno to, da v bistvu še do zdaj niso bile dosti prisotne v hrani za živali, tako da se obetajo v bistvu kot nek nov vir beljakovin za tiste kužke, ki imajo težave z alergijami in netolerancami. Tako da je zelo razburljivo tudi v tem smislu, v veterinarskem svetu. Odlično, res mi je všeč to. So pa res okolju prijazne, te žuželčje farme, v bistvu ličinke, večinoma se uporabljajo ličinke mokarjev ali pa črne bojevniške muhe. In v bistvu njihov edini biološki namen je, da organsko snov pretvorijo v beljakovine in maščobe in jih shranijo v svojem telesu. In v ta namen v bistvu uporabljajo ostanke hrane, ki bi sicer gnili, se pravi rastlinske ostanke naše prehrane, kar je še dodaten bonus. Če pa vemo še, da ob tem porabijo veliko manj zemljišč, veliko manj vode, veliko manj toplogrednih plinov se proizvede, je pa to še dodaten plus. Bravo, bravo, bravo. Zdaj, naš Oli ima zelo rad. Dejansko tukrat, da sem jaz naredila napako, pa sem z enimi starimi briketi zmešala in pol te ven lovi, ne? Kako pa drugi poročajo, ko probajo? Ja, zdaj kužki so načeloma zelo navdušeni nad hrano. Mucki so vseeno veliko bolj specifični, kar se tiče prehrane, ampak Jora je recimo naredila res tak en zelo palatabilen recept in zelo z užitkom pojejo. Mislim, jaz, če gledam tole sestavine, pa to je boljša hrana, kaj jo ljudje uživajo. Mislim, glejte, kaj je tukaj noter. Zraven še sladki krompir, kurkuma, rožmarin, ajda. Mislim, wow, noro. Tele prigrizke sem gledala. Klorela je noter, potem isto ajda, riž, mislim, proteini, kelp.
Mi se trudimo, da naši izdelki niso samo ekološki, ampak da so res tudi čim bolj hranljivi in kakovostni, zdravi za naše živali, ker v bistvu je nekako tak, no, če bojo naše živali zdrave, bojo imele tudi manjši ekološki vpliv, ne bojo veliko hodile k veterinarju, ne bomo tukaj zapravljali in bojo srečnejše, pa mi bomo tudi srečnejši. Cel krog se dejansko naredi. Jaz vam predlagam, dajte obiskati tole stran Ekobrloga, preberite si, Anja je namreč izjemen vir, pravzaprav zakladnica vsega tega znanja, tako da za ozaveščene lastnike pejte na Ekobrlog in preberite.